pozdrav vsem skupaj. Najprej sem se malo čudil, ko je gospod Rudel me povabil, kako podjetnike zanima vzgoja. Ker vzgoja je vedno zguba. To je vedno zguba, ne? In preprosto, ne vem, če je treba, sem vajen pridgati in tako da bo šlo tudi brez mikrofona. Glejte, vzgoja je res izguba, ampak če se navežem na to, kar je kolega Bojan zaključil, ta doživljajska solidarnost, ki je temelj, brez tega preprosto ne gre in zato je treba vzgajati. In malo bom predstavil, zelo na kratko, kako si predstavljam, sam delam veliko na vzgoji, če sem že gospoda Rudla omenil, sem tako vzgajal sina, da je solidaren postal z baski. 4 leta ga pripraviš, pa ti uide v baskijo, ne? Tako je to. Ampak, gledajte, solidarnost, čisto preprosto, če pogledamo, je kaj najprej vzgoja. Vzgoja ali socializacija, kakorkoli to imenujemo, je vedno umestitev posameznika v določen kulturni prostor. Vzgojo poskušamo vključiti ljudi v tisto, kar preprosta družba predstavlja, živi in dela. Pa ne bo to recimo teoretik nemški Gudjons je preprosto rekel, to je proces posredovanja, ki se vrši preko interakcije, komunikacije in delovanja. 3 vidiki, preko katerega vsi vzgajamo, tako ali drugače. In zdaj beseda solidarnost, če jo dodamo vzgoji, pa izhaja iz latinskega korena, ki vključuje solidus, kar pomeni trdnost, gotovost. Za vsako vzgojo, sami veste, če mož in žena vsak malo po svoje vzgaja, bodo otroci hitro odkrili luknje, preko katerih se lahko zmuznejo takrat, ko jim ne odgovarjajo. Vsaka vzgoja potrebuje neko trdnost. V pojmu same solidarnosti je ravno trdnost. In to je tista trdnost, ki jo mora imeti neka solidarnost, če hoče delovati dolgoročno in polnosti za vse, ki so vključeni v neko družbeno enoto. In sam predpostavljam, da je temelj te solidarnosti ravno komunikacija. Kako mi se razumemo med sabo? Imamo nekaj trdnega. Mi imamo jezik, ki ga približno vsi razumemo enako. Jezik ni ne moj, ne tvoj, ne nobenega izmed nas, ampak je nek instrument, ki nas povezuje, preko katerega lahko komuniciramo in na nek način smo solidarni v tej komunikaciji. In kaj je zdaj ta trdnost, ki jo potrebuje neka vzgoja za solidarnost, to je tisto vprašanje, ki ga bom poskušal najprej predstaviti. In mnogi danes, sami veste, empatija prodajo kot tisto temeljno stvar, ki jo naj bi človek na nek način imel in bi ga povezovala v tej solidarnosti z drugimi. Ampak je vprašanje, ali res to deluje. Ne vem, koliko poznate, ampak zelo znan avstralski, v Ameriki predava, drugače pa judovskih korenin iz Dunaja, Peter Singer. On ima znano zgodbico, kako, če bi šli v najboljših čevljih za 300-400 evrov po trgu, trg je prazen in tam na sredi je vodnjak. In vidimo, da pade v ta vodnjak otrok, majhen otrok, ki se tam igral, in pade v vodnjak. Nekjer nobenega gledamo, kje so starši, nekjer nobenega. Seveda, mi smo v najboljši obleki, najboljših čevljih, mudi se nam nekam, zamudili bomo ne vem kakšno priložnost, pa vendar, kaj bomo naredili v takem trenutku, ko ni nikjer nobenega in otrok se utaplja, pa se bomo ozirali na čevlje, pravi Singer. Ne, stopili bomo v vodo in zapravili pač neki 100-200 evrov, ampak rešili otroka. Pravi, to je normalno. Vendar, v tem trenutku, ko mi tukaj sedimo, gotovo bi za 1-2 evroma rešili enega otroka. In on iz tega potem izpeljuje neko svetovno solidarnost, iz tega občutka empatije. Vendar, ali to deluje? To je tukaj vprašanje. In 2 leti nazaj je spet drugi ameriški slavni profesor Paul Bloom napisal knjigo Nasproti, Against Empathy. Ker čem je težava empatije? Da je vedno usmerjena na določeno točko. Seveda smo solidarni s tistim, ki je poleg mene, za katerega na nek način skrbim, ki me na nek način pritegne, za tiste, ki so nekje daleč, ki jih ne vidim, me bolj malo skrbi. Sej, mi ni vseeno, ampak ne bom pa ne vem kaj naredil.
In zato Bloom pravi, ni dovolj empatija. Ni dovolj empatija, empatija je preoska, je preveč usmerjena. Tudi možgansko, če pogledamo nevrološko, ne deluje. Testirali so navijače dveh nogometnih ekip in so jih priklopili na magnetno resonanco in so gledali, ali se bo ta empatija pojavila. Seveda, enega so, če ste vi navijači, enega so dali spredaj in ga pa z elektrošoki. Seveda, če bi navijač njihove ekipe, se je empatija tako povečala, da je skoraj zažgalo tiste aparate za magnetno resonanco. Ko pa so dali navijača nasprotne ekipe, mrtvo, kot so morali preveriti, če sploh deluje, ampak pomeni empatija ni dovolj. Kaj je potem tisto, kar bi v tem procesu neke solidarnosti lahko našli kot trdni temelj, ne samo za vzgojo, za celoto. Rad bi se vrnil za 2000 let nazaj. Našli so pred leti pismo, ki ga je pisal Plinij Mlajši. To je zelo znan avtor iz konca 1. stoletja po Kristusu, začetku 2. stoletja. Piše en prvih, ki piše o kristjanih, piše v Rim, ker je bil upravnik tam nekje severna Turčija, danes ta maloazijski del, Ponto in Cilici. Sprašuje v Rim, kaj naj kristjani počne. Ampak v tem pismu, ki so ga našli, pa piše svojemu kolegu Sabiniju. Sabinij je bil malo nižjega ranga kot on v tej družbeni strukturi in ga prosi, naj sprejme nazaj svobodnjaka. Kaj to pomeni svobodnjak? Veste, ta suženjski sistem in lahko si dal kot lastnik nekomu svobodo. In ta Sabinjan je dal nekomu svobodo, pa zgleda, da tale njegov svobodnjak ni se najboljše na svobodi znašel in je hotel priti nazaj. Pa še zgleda, da je kaj mu špičil prej, zato je šel k Pliniju in ga prosil naj posreduje, ker je vedel, da sta Sabinjani in Plinij kolega. In mu piše. Vendar zanimivo, da najdemo v Svetem pismu Nove zaveze podobno pismo, ki ga pa piše apostol Pavel Filemonu, ki pa ne piše o svobodnjaku, ampak piše o pobeglem sužnju, o Onezimu. Zelo podobno težavo imate tako oni kot Filemon in kot Sabinjani. Kakšna je razlika med pogansko, če smemo, rimsko solidarnostjo ali zavezanostjo in krščansko? Kaj Pavel in kaj krščanstvo prinese novega? Mislim, da nas to tukaj bolj zanima. Plinij se sklicuje na kaj? Sklicuje se na avtoriteto družbene strukture. Jaz kot ta in ta, tebi kot mojemu kolegu, ki si seveda moj dragi prijatelj in tako naprej, vendar veš, kaj se spodobi, veš, kaj je, da se moraš upoštevati neka avtoriteta, kot sem sam, in tale, ki je prišel k meni, vse ponižal in je pripravljen vse narediti in ga sprejmi nazaj in mu pomagaj v mojem imenu. Če pa ne bo se obnašal tako treba, ga pa seveda naženi in seveda mu bom jaz tudi pokazal, kaj mu gre. Kolikor poznate, zelo kratko, to je ena najkrajših knjig v Svetem pismu, pismo Filemono. Kaj Pavel pravi? Pavel tam preprosto pravi, če me imaš torej za družabnika, ga sprejmi kakor mene. Če pa ti je prizadel kakšno krivico ali ti je kaj dolžan, zapiši to na moj račun. Plinij, sprejmi ga kot je, ne kot mene, ampak kot seveda zaradi mene, ker te jaz prosim. Ampak sprejmi ga kot svobodnjaka ali pobeglega sužnja, kakorkoli. Dajmo tisti rang, ki mu gre. Pavel pa kot mene. Kot tistega, kot sem jaz. In jaz sem ti pripravljen vse povaram, vse narediti za tega človeka. Zakaj lahko Pavel to piše? Zakaj ta novost v krščanstvu, ki jo prej v neki zelo zvišeni poganski miselnosti ni? Poznamo odgovor, da smo povezani v Kristu. Bratje in sestre v Kristusu. To je zelo morda znudzena fraza, ki jo tako pogosto uporabljamo, vendar kaj to pomeni? Da seveda neke socialne razlike so, neki položaji, avtoritete so, vendar v temelju pa nas povezuje enost v Kristusu. To je tisti temelj, ki ga krščanstvo prinaša.
In upam, da se tega zavedamo, da vemo, kaj imamo, da je za neko vzgojo v solidarnosti seveda ne delati z nekimi praznimi, bom pokazal tudi model, kako lahko delamo v neki vzgoji za solidarnost, z nekimi puhlicami, ki jih vsak dan stresamo, ampak zavestno delati na temelju, ki ga apostol Pavel prinaša v ta svet rimskega imperija. Ni več, poznamo v drugem pismu, ni več Grka, ne Juda, ni več svobodnega in tako naprej. Zakaj ne? Seveda, kaj pravi? Prosi za to, da bo Filemon zdaj svoboden. Ne, sprejmi ga kot sužnja. Ni problema. Tukaj ne gre za to, ali si sužen ali si svoboden. Ali si gospodar ali si hlapec. Ampak vsak dela svoje in to s poštenim odnosom do drugega. In ta pošten odnos ni v neki aristotelovski matematiki, ampak je, tole pa zaspi predolgo govorimo, ne? S tem poštenem odnosu je temeljni nagib in to je tista solidarnost, da sem s človekom res brat in sestra v Kristusu. In to je izhodišče, ki se ga niti ne zavedamo, kot se ga pri jeziku niti ne zavedamo, da pač moramo biti približno dogovorjeni, če rečemo 10 minut. 10 minut približno vemo, kaj to je. Malo raztegnemo, ampak drugače je nemogoče delati, če nimamo v ozadju nekega trdnega temelja. In v neki vzgoji za solidarnost, zgolj na laični ravni, zgolj na ravni Singerja, pa tudi Habermas na koncu pride do tega, da rabimo neko motivacijo. Vse je družba, v kateri bo vsak imel enako pravico, možnost in svobodo komunicirati, lepa ideja. Vendar, na čem bo temeljila, na čem nas bodo motivirali za to? In motivacija, ki jo krščanstvo predlaga, je ravno ta bratstvo in sestrstvo v Kristusu. Zdaj bi predstavil, morda vam bo koristilo, 2 taka modela za vzgojo. Eden izhaja verjetno ste že videli, kje kakšne posnetke Bandura, Albert Bandura je delal poskuse z otroki v vrtcu. Dal jih je takole kot vas, pa je pa spredaj nekdo se spravil na eno lutko, baby doll, in so je potem mlatili, vzgojiteljica je mlatila, potem so pa pustili otroke same in so opazovali, kaj počnejo. Se veste, kaj so počeli otroci? Ne samo, da so posnemali, ampak so bili zelo inovativni, so znašli nova močilna orodja in tole lutka jih je zelo dobila. To je model s posnemanjem. In to vemo, da deluje, vendar v čem je težava modela za posnemanje? Je izredno minljiv. Ko nek podoba, kako je nekdo videl delati, počasi kopni. Ni več tiste zagnanosti. In predvsem ni osebne zavzetosti. Gre dejansko za nekakšno dresuro, čeprav ne gre, človeku je nemogoče iti samo za dresuro, vendar model za posnemanje je šibak. Drug model, ki pa ga na nek način predlagam, pa je estetski model poučevanja. Estetski, ne mislim, da gre tu za neko umetnost. Aesthesis je tako in tako doživljanje. Ko gre iz občutka, ko človek nekaj izkusi, začuti. In predlagam 3 stopnje. Najprej je empatija, začutiti. Otroka, pa tudi vse nas, je treba stalno na nek način vzgajati za to, da smo občutljivi en za drugega. Ampak to je začetek. Tukaj se ne more končati. Začetek je v neki občutljivosti za človeka in za to, da dejansko damo človeku na nek način možnost, da se uči. Veste, da danes so otroci za te stvari precej neobčutljivi. V vrtcih, tisti, ki kaj poznate, je že cel model vzgoje, kako otroka pripraviti, da prepozna obrazno mimiko. Da prepozna na obrazu nekoga, da je jezen, da je vesel. Ker zakaj? Zelo preprosto. Otroci so že od majhnega bombardirani s temi čutnimi vdori, risanke, filmi in tako naprej. In mehanizem, možganski mehanizem pač deluje tako, da se zaščiti pred tem in postaja neobčutljiv. In zato je treba na novo otroke vzgajati, da so sploh empatični, da sploh vidijo, da ne nekomu pač nekaj hudo drugemu, pri sebi že čutijo, pri drugem pa težje. To je prva stvar, zato je treba vzgajati. To ni samo po sebi več umevno. Ne deluje samo rastjo v družini ali v okolju.
Drug korak, ki ga je nujno treba narediti, je pa poezis. Veste, poezis izhaja iz grške besede ustvarjati. Tukaj ne gre toliko, da bomo kaj novega ustvarili, seveda bo novo, ampak zdaj, ko na nekdo začuti, ko vidi, ko ve, da je nekaj težava, je treba spregovoriti. Gre iz nekega afektivnega na racionalno raven. Je treba se o teh stvarih pogovarjati, je treba to verbalizirati, je to treba ustaviti v neke racionalne komponente. Kaj to pomeni? V neke institucije. Recimo, če sem prav razumel, Bojana, Evropska unija je to naredila. Izhajala iz očetje Evropske unije, so izhajali iz nekega občutka katastrofe druge svetovne vojne, pa že prve, in neke jasne vizije, in vemo, da je bila ta temelj je bilo tako in tako krščanstvo, Schumann pa Adenauer, in potem sta poskušala to na nek način z neko debato, med najprej Nemci, Francozi, potem še Italijani, sta poskušala spraviti v neke zakone, pravila, predpise, pogodbe najprej. Ja, zakaj je na individualni ravni to pomembno? Preprosto s tem vključimo posameznika, njegovo zavzetost. Ne gre zgolj za reakcijo nekoga, ko se odzove, ampak s tem, ko začne razpravljati, razmišljati, začne preprosto sam pri sebi iskati svojo lastno pot. Zato je to tukaj poezis, ustvarjalnost. Iščeš ti svojo pot, kako boš to čustveno vznemirjenost spostavil, kako jo boš izživel, vendar tudi, ali je to pamet. Tukaj je treba malo dodati Aristotelovo phronesis ali presodnost, tisto praktično moralo. Ker ni vedno, sami veste, tisti, ki ste spremljali, kdaj majhne otroke, prvič, ko pade, če ga boste prvič zaščitili, pa se bo kdaj naučil hoditi. Ne bo. Pa je hudo ti, pa ga moraš pustiti. Pa bo še enkrat, tretjič, četrtič, pa bo pa kaj od njega. Ampak ti moraš tukaj vključiti ta vidik poezisa. In končno še katarzis, ali, veste, spet grška beseda, ki izhaja očiščenje, čistost. Kaj zdaj treba? K temu racionalnemu razmisleku, debati, notranji zavzetosti, je treba še dodati odgovornost. Če ni za tem nekaj zavesti, odgovornosti, in temu je treba vzgajati, to ne pride kar samo po sebi. Seveda, sami vemo, če nek otrok nekaj špiči, ga seveda terjamo za odgovornost. Prav, vendar to je zelo konkretna stvar. Kar je treba vzgajati, recimo danes mlade, je recimo odgovornost in videli ste nek pojav okoljske odgovornosti, ker ne gre zgolj, koliko je zdaj, en mesec nazaj, ko so bile te v Evropi demonstracije. Prav, potrebno je, vendar je premalo, če so samo demonstracije. Pomembno je, da ti mladi poskušajo ob vsem tem, kar slišijo, vidijo, kaj se z naravo, recimo, okoljem dogaja, da se lotijo neke trezne razprave, hkrati pa morajo biti tudi kritični. Kaj to pomeni? Lahko je demonstrirati proti, neki industriji, hkrati pa se proteževati, da nimaš uslug te industrije. Recimo, lahko je demonstrirati proti, kakšnemu nuklearni industriji energije, po drugi strani se pa jezi, zakaj je elektrika tako draga. To ne gre. In zato potrebujemo tretjo fazo, v kateri zmoremo soočiti različne vidike in očistiti tisto, do česar smo prišli na tej drugi fazi. Gre za nek proces, v katerem potem lahko tudi nekdo prevzame polno odgovornost. Ker če si ti samo empatično vznemirjen in navdušen, ti hitro nekaj narediš in to te mine, pa vprašanje, če je pamet. Lahko si zelo trezen in nekaj narediš, staviš neko institucionalno strukturo in potem pozabiš, da je ta institucionalna struktura nastala v tistem trenutku, ko je bilo to potrebno. Vendar čas, okoliščine, ljudje se menjajo, zato je treba stalno na nek način imeti to vzgojo za kritično zavest. Brez tega prava solidarnost preprosto ne more zaživeti. Zdaj, kaj vam lahko, moje vprašanje je bilo vse skozi, kaj vam lahko ta vzgoja, ki jo sam na nek način
poslušam tudi študentom in samo uporabljam tudi pri vzgoji, kaj vam lahko to pomaga v nekem gospodarskem segmentu. Sami veste, ne, podjetje ali gospodarstvo, če imate delavce, ki pridejo samo na šiht, prvič ne boste efektivni, drugič je težko delati. Seveda je fajn, če začutite, da čutijo s podjetjem. To je premalo. Zato, kaj je treba vzpostaviti, da imajo nekakšno besedo, da iščejo, da jim date možnost, da dajo predloge, da dajo kritiko, da se vzpostavi nek prostor dialoga, prostor svobode. Seveda, tukaj, in zato je Pavel tako pomemben, tukaj ne gre za to, da bi sesul mi nek lestvico odgovornosti, še zdaleč ne. Apostol Pavel ne reče, zdaj ga pa sprejmi ne vem kaj. Ne, sprejmi ga kot sužnja za nazaj. Še vedno, veste, vendar smo skupaj za isto stvar. Skupaj delamo za isto stvar in hkrati, če delavci ne zmorejo videti iz svojega lastnega zornega kota, ki je vedno, je razumljivo, da bo gledal svojega kota delavca, in vi, kot tistega odgovornega z tistega kota, potem dejansko preprosto ne bo šel naprej. Bom zaključil. Kaj je tisto, kar je zdaj krščansko za, da se ne oziramo na položaj niti na plačo, ampak na skrb za konkretnega človeka. To je temeljno krščansko. Konkretni človek je vedno pred nami, je vedno tisti prvi. Seveda v konkretnem okolju, to pomeni v okolju, v katerem delam in v katerem moram preskrbeti toliko in toliko plač konec meseca, poskrbeti, da bo še drug mesec in tretji mesec in tako naprej. Ampak vedno s pogledom na konkretnega človeka. In treba je presegati produktivnost in ustvarjati človeški svet. To pomeni, da je vreden za človeka in smo odprti za ljudi zunaj našega okolja in nas skrbijo tudi pravične institucije. Solidarnost ne pomeni samo, da bomo skrbeli za ozek krog, sami veste, v gospodarstvu, če ni nekega stabilnega sistema, koliko časa boste poslovali, ne boste. Zato je treba vzgajati tudi za odgovornost do pravičnih institucij. To pa pomeni politično angažiranost, pomeni zavzetost za okolje, za socialne pravice in za vse te stvari. In končno, če ne smemo pozabiti tistega, kar pravi, krščanska solidarnost vedno je trdno temelj, kjer ni več ne sužnja, ne svobodnega. In hvala lepa za pozornost, mislim, da sem dosegel svoj čas.